Direktorica knjižnice Antona Tomaža Linharta, Božena Kolban Finžgar, lepo pozdravljena ponovno. Dober dan, lep pozdrav vam in seveda gledalkam in gledalcem vaše televizije. Zaključujeta se kar dva projekta v vaši knjižnici, katera sta to? Proti koncu leta, čisto vsako leto, zaključimo dva projekta spodbujanja branja. Eden je za odrasle in temu rečemo Ta veseli knjižni svet. Malce smo si sposodili vrstico iz seveda Linhartovih del. Drugi je pa knjižnica Vesolje zakladov, to je pa zaključena bralna akcija za otroke. In kaj se obeta otrokom, ki so veselo brali skozi leto? No, najprej je treba povedati, da so res brali. Imamo skoraj 370 sodelujočih, to se pravi v teku šolskega leta, od septembra naprej, naj bi 7-krat prišli v knjižnico, vsaj 7-krat, lahko tudi večkrat, si vsaj 7-krat izposodili vsaj eno knjigo, izpolnjevali, zbirali nalepke in ko to naredijo, smo jim dali čokolado, kajti branje je sladko, super, krasno, tako kot jeste eno zelo dobro Gorenkino čokolado. In zdaj čisto na koncu jim bomo pa predstavili zaključno predstavo. Povabili smo Čupakabro, znano skupino, in obljubili so, da bodo v svoj že tako zanimivi program uvrstili tudi kakšno točko na temo branja. Tako da še enkrat toplo vabljeni vsi sodelujoči otroci, vse od vrtca pa do 15. leta, kajti tudi ta zaključna predstava bo seveda zabavna, enkratna, neponovljiva, posebno doživetje, tako kot je branje čisto vsake knjige. Projekt za odrasle se je že zaključil, kaj lahko pričakujemo jeseni? Tako je, Ta veseli knjižni svet se je zaključil in še predno spregovorim o tem, kaj pripravljamo jeseni, bi rada pohvalila naše bralke in bralce. Namreč sodelovalo jih je 118 in prav ponosni smo, da je med temi 118 9 bralcev. In tudi prebrali so zelo veliko, 1222 knjig, kar pomeni, da je vsak sodelujoči prebral več kot 10 knjig. Brali oziroma izbirali pa so lahko med prozo, poezijo in pa filmi v letošnjem letu, torej na temo japonske in narave. Lahko rečem, da nikoli ne bi brala toliko japonske literature, če ne bi sodelovala pri tem branju, kajti seznam in predlogi knjižničarjev so bili odlični. Seveda bomo tudi naslednjo leto nadaljevali s akcijo spodbujanja branja za odrasle, Ta veseli knjižni svet. Začel se bo oktobra in komaj čakamo, je pa to velika skrivnost, da odkrijemo, da nam kolegice, ki pripravljajo, povejo, katera bo tema naslednjega leta. Tako da spremljajte nas in sodelujte z nami. Torej, odrasli že veselo čakajo na jesen. Tako je, odrasli zelo težko čakajo na jesen. Naj pa povem, da zdaj tudi med poletjem imamo akcije za spodbujanje branja. To je za otroke poletavci in najpoletavci. Začenja se vsakokrat okrog 10. septembra in traja do 10. junija s trajanjem do 10. september. 30 minut na dan prežene dolg čas stran je geslo te akcije. Torej otroci od 7. do 12. leta naj bi brali vsak dan, si zapisovali, lahko berejo tudi reklame, tudi televizijo, različne letake, stripe, časopise. Medtem ko malce večji, torej najpoletavci, naj bi prebrali pa 3 knjige in naj bi jih vpisali v poseben seznam naše knjižnice. Vsako poletje pripravljamo tudi akcijo Povabimo besedo. To se pravi, da pripravimo kviz, zanimiva vprašanja na neko osebnost, ki v tem letu tako ali drugače praznuje. Letos smo se odločili za Elo Peroci in njeno 100-letnico. Muca Copatarica bo ena glavnih tem, na katero bomo zastavljali vprašanja. Hvala lepa. Hvala vam.